V organizaciji Zbornice računovodskih servisov, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je 8. in 9. oktobra 2015 v Laškem potekal 17. kongres izvajalcev računovodskih storitev. Na osrednjem letnem dogodku ZRS se vsako leto sreča slovenska računovodska stroka, tako računovodje iz računovodskih servisov kot zaposleni računovodje v podjetjih. Več kot 200 udeležencev je v 2 dneh prisluhnilo strokovnim predstavitvam priznanih domačih predavateljev z področja davkov, financ in druge zakonodaje, ki vpliva na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov. Marjan Mačkošek, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je v svojem uvodnem nagovoru poudaril. Verjamem, da boste vi kot eno najbolj aktivnih združenj v okviru Gospodarske zbornice s tem svojim delom nadaljevali in dosegli, da bo tudi ta vaš glas na nek način slišan in da ste zelo pomemben del vsakega gospodarskega sistema, tudi tistih najmanjših. V okviru kongresa so že 8. podelili nagrade ZRS naj računovodski servis. To nagrado prejmejo računovodski servisi, ki pokažejo odličnost v poslovanju, v odnosu do strank in sodelavcev, visoko raven kakovosti storitev, predvsem pa izrazito skrb za tehnološki razvoj poslovanja, strokovno usposabljanje in neprestano izobraževanje zaposlenih. Podelitev je potekala v slovesnem vzdušju. Uvodoma je udeležence nagovoril predsednik GZS Zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac, ki se je še posebej zahvalil pokroviteljem dogodka. Vsekakor takega kongresa in zbora članov ne bi bilo brez naših sponzorjev. Letos smo imeli 2 diamantna sponzorja tega 17. kongresa. Svoje moči sta združila Nova Ljubljanska banka in Virtu d.o.o. Posebna zahvala gre tudi našim platinastim sponzorjem, 3 letos Pošta Slovenije, Data Lapres d.o.o. s partnerjem Telekom Slovenije in Zavarovalnica Tilja. Nagrado naj računovodski servis leta 2015 so prejeli Karmen iz Lukovice v kategoriji Mali, Replika iz Ljubljane v kategoriji Srednji in Unija računovodska hiša iz Brezovice pri Ljubljani v kategoriji Veliki. Z veseljem lahko povem, da smo zaključili 8. izbor za naj računovodski servis v sklopu 17. kongresa izvajalcev računovodskih storitev, ki ga organizira Zbornica računovodskih servisov. Z veseljem in z velikim ponosom lahko ponovno poudarim zelo pozitivno vzdušje na našem dogodku, veliko novega znanja in res veliko udeležencev, kar je za današnje čase zelo pohvalno. Vsem našim članom položim na dušo in srce, da se udeležijo tega dogodka in se nam pridružijo naslednje leto. Družba Karmen je 4. zapored osvojila naziv naj računovodski servis v kategoriji malih servisov. Zdaj, če se malo pošalim, bom rekel tako. Prvič, ko smo se prijavili, smo rekli, da bi poskusili, kaj pomeni naše delo naspram drugim. Drugič smo želeli potrditi tisto prvo nagrado, v 3. smo rekli, bo šlo rado, 4. je pa že tisti višek, za katerega trdim, da bom rekel, je kvečem plod konstantnega dobrega dela. Nagrada za nas pomeni veliko potrditev in priznanje, da delamo dobro, da kakovost našega dela ne opazijo samo stranke, ampak tudi širša strokovna javnost. Nagrada je za nas motivacija za nadaljne delo, pa tudi velika odgovornost, da bomo še naprej delali v skladu z najvišjimi strokovnimi in etičnimi normami. Rada bi se zahvalila vsem zaposlenim, pa tudi vsem našim klientom, posebej tistim, ki so z nami že vse od naših začetkov. Občutki so odlični. Mi smo, kot sem že povedala, po 3 letih zaporednih zmag se odločili, da ne bomo več kandidirali, vendar smo si postavili za izziv, da ob uspehu nekoga na istem nivoju ponovno kandidiramo. In to se je zgodilo letos. Kandidirali smo in ponovno zmagali. Naj poudarim, da biti najboljši pomeni odlično delati vsak dan, da ni samo po sebi umevno, da se moramo zahvaliti ekipi vrhunskih 94 sodelavcev, ki omogočajo, da odlično delamo z našimi strankami, vodstvu, ki opravlja zelo pomembno nalogo razvoja in strategije, da je razvoj ena najpomembnejših stvari tudi pri računovodskih servisih in nas je pripeljal
zaenkrat 7 držav in še nismo nehali. V okviru kongresa je ZRS slavnostno podelila tudi 21 certifikatov strokovni vodja računovodskega servisa. Prejeli so ga vsi kandidati, ki so uspešno opravili izpit za pridobitev tega naziva.